Dober dan, pozdravljeni. Spet smo se zbrali po koncu sestanka koordinacije zdravniških organizacij, da bi sporočili nekaj novic oziroma informacij o delu zdravniških organizacij. Najprej bi predstavila samo na kratko rezultate javnega razpisa specializacij, kjer je bilo razpisanih skupno 275 mest, na katero je prispelo 229 prijav in ostalo nezasedenih 143 mest. To pomeni, da se je na nekatere specializacije prijavilo bistveno več zdravnikov, kot je razpisanih mest. Na žalost pa se ponovno soočamo s situacijo, ko se je na najbolj deficitarne specializacije prijavilo zelo malo zdravnikov. Družinska medicina se je na 62 razpisanih mest prijavilo 12 zdravnikov in na urgentni medicini za 10 mest so prišle 3 prijave. Podobno slabo je na področju otroške in mladostniške psihiatrije, na 10 razpisanih mest 2 prijavi. Na drugi strani tega kontinuuma so pa specializacije, kot je dermatologija, kjer je na 2 razpisane mesti prišlo 10 prijav, kot je v bistvu na 30 specializacijah bomo imeli izbirne postopke, kar pomeni, da je prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest. Skratka, od tega javnega razpisa si ne moremo obetati, da bo v naslednjih 5 letih družinskih zdravnikov dovolj ali pa urgentnih zdravnikov dovolj in bo zelo treba razmisliti, na kak način bomo do teh manjkajočih zdravnikov v naslednjih letih prišli. Številka potrebnih zdravnikov v osnovnem zdravstvu je zdaj po ocenah praktično vseh, ki se s tem ukvarjamo, 300 zdravnikov družinske medicine manjka, kakorkoli obračamo. Mogoče še podatek, okrog 360 zdravnikov vsako leto konča študij medicine. In od teh jih po naših podatkih Slovenijo zapusti vsako leto okrog 50 in ta številka se zvišuje. Torej, nič dobrega za najbolj deficitarne specializacije. Druga tema, o kateri smo želeli seznaniti medije, je pa reševanje našega zdravstvenega sistema, za katerega v koordinaciji zdravniških organizacij menimo, da je dejansko v hudi krizi. Čeprav poskušajo iz različnih koncev povedati, da krize ni ali se jo ne občuti, pa mi opažamo ravno nasprotno. Velika večina zdravnikov je preobremenjenih in ne bo mogoče s temi obstoječimi zdravniki v obstoječem sistemu zagotoviti dostopnosti v sprejemljivih mejah. Jaz bi prosila profesor dr. Komadino, predsednika Slovenskega zdravniškega društva, da opiše situacijo, kakršna je v enem od javnih zavodov in ki zelo nazorno kaže, kako težko je zagotavljati zdravstveno oskrbo prebivalstva ob nespremenjenih okoliščinah. Potem bo pa dr. Dovnik, predsednik strokovnega združenja zdravnikov in zobozdravnikov, povedal, kako si on predstavlja in njegovo združenje seveda, da bi se situacija lahko izboljšala v krajšem času. Izvolite, profesor Komadina. Torej, današnjo tiskovno konferenco bi lahko naslovili z besedami vrtimo se v krogu. Torej, strah, da bo krajinski val dogajanje na primarnem nivoju v zdravstvenem domu Kranj plusknil v bolnišnice, se pravzaprav zdaj izkazuje za resničen. V 21. stoletju v EU 28 zdravnikov in njihovega kapitala, to je njihovega znanja,
ni možno ugrabiti, oziroma zdravnikov ni možno siliti v podrejeni položaj. In dogodki, ki se zdaj dogajajo v zadnjih mesecih, delajo prav to. Kratkoročno za zmanjševanje stroškov javnega zdravstvenega sistema, hkrati pa paralelno za slabšanje varnosti in kakovosti obravnave. In zdaj ob mnogokrat izpostavljeni neizvršljivosti zakonov, noveliranih v času prejšnje vlade, naj spomnim na zakon o zdravstveni dejavnosti in na zakon o pacientovih pravicah, ki sta neizvršljiva. Zdaj tudi podpisani dogovor iz februarja 2017 med tedanjo ministrico in sindikatom Fides ni izvršljiv, glede na zakonodajo, ki uravnava delovanje javnih zavodov. Zdaj se sprašujemo, kdo je imel takrat figo v žepu. RSKI bi morali po tistem podpisanem sporazumu, ko se je knjižica, modra knjižica standardov in normativov zdravniškega dela na nek način uzakonila, bi morali potem nadaljevati svoje delo in sprejeti po politični poti specialne standarde po strokah. Torej, v resnici, po meni znanih podatkih, so samo 4 RSKI posredovali predloge za sprejem standardov in normativov v zdravstvenemu svetu in oboji, RSKI in zdravstveni svet, so vendar telesa zdravstvene politike. In zdaj imamo z 1.6. v skladu z temi podpisanimi in dogovorenimi stvarmi za zdravstveno politiko, se izteka rok, ko bi naj organizacijo dela v javnih zavodih, tu pa zdaj govorimo o bolnišničnih zadregah, torej to organizacijo dela, ki bi morala spoštovati te standarde in normative po dogovoru z ministrstvom, bi morali implementirati, pa hkrati svete bolnišnic, svete zavodov bolnišnic skrbi delo zdravnikov preko rednega delovnega časa. Zdaj, ali naj delamo več, pa krajšamo čakalne dobe, ali naj delamo manj, da bomo imeli manj stroškov dela. Situacija je včasih že prav tragikomična. Torej, zdravniške organizacije pozivamo vlado, naj preseka gordijski vozel, ki ga lahko. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in novelirani zakoni so nekaj iz prejšnjih časov. In verjamem, da sedanje vodstvo niti Zavoda za zdravstveno zavarovanje nima prostih rok, ker ga zavezuje zakonodaja. Ampak tudi ministrstvo nam je sporočilo bolnišnicam nekaj tednov nazaj, da iščejo zakonske možnosti, kako bi na zakonit način bolnišnicam ponudili dodatne programe za krajšanje čakalnih dob. Ob tem pa je lanskoletna realizacija, ki je predmet potem aktualnega programa v tekočem letu, lanskoletna realizacija predstavlja vsoto lanskoletnega plana plus dodatnih storitev opravljenih z tistimi dodatnimi skrajševalnimi programi s strani ministrstva in ZZS potem financiranimi. In če zdaj ministrstvo ne najde rešitve, kako bi letos zagotovilo te dodatne programe, je matematično letošnji program neizvršljiv. Tu mora ministrstvo z svojo politično močjo oblasti vendar vplivati na to, da se bodo te vozli, ki jih te zakoni predstavljajo, razrešili. Hvala. Dobro. Pa še Igor Dovnik. Hvala lepa. V Naglici smo na začetku pozabili opravičiti 4. predsednika, kolega Kuštrina, ki ima družinske osebne razloge, da ga danes ni bilo z nami zastopan, je bil Fides tudi na koordinaciji. Moja naloga je, da predstavim, kakšna so pričakovanja mojega združenja in jaz verjamem, da tudi velike večine slovenskega zdravništva do potrebnih reform oziroma naša pričakovanja do vlade. Znana so, večkrat smo jih že predstavili,
tudi novinarjem, oblikovali smo jih, datum je 11. september 2018, želeli smo jih predstaviti prejšnjemu ministru, čakamo, da bomo dobili priložnost, da jih predstavimo sedanjemu ministru. Rešitve so enostavne in seveda samo vprašanje volje je, ali bomo kdaj zbrali to politično moč in enotnost, da jih uresničimo. Točka 1 naših pričakovanj ali zahtev pravi, da pacient mora postati osrednja točka in prizadevanje zdravstvenega sistema in mora kot tak imeti izbiro, kdo ga bo zdravil, kako ga bo zdravil, če se le da o tem razpravljati, in pa seveda komu bo plačeval zavarovanje. Prav tako moramo zdravniki, kot nosilci zdravstvene dejavnosti, imeti izbiro, kako in koliko bomo delali, ali kot zaposleni v javni ustanovi ali kot zasebni izvajalci. Trdimo in verjamemo, da je plačevanje programov in koncesije nekaj, kar je preživelo. Dostop do javno zbranega denarja mora biti enak za vse državljane v skladu z pravicami, za katere se dogovorimo v obveznem zdravstvenem zavarovanju. In prav tako vsi izvajalci z dovoljenjem za opravljanje zdravstvene dejavnosti lahko izvajajo te storitve, ki so pravica in so financirane iz javnih sredstev. Mogoče se sliši komplicirano, vendar to, da nekdo nekomu plača en program, ta pa na tem programu nima zaposlenega nosilca in potem 3 zdravniki delajo 4 ali 5 programov, to ni ustrezno zagotavljanje pravic pacienta. In je zato takšen način financiranja potrebno prekiniti. 4. točka, da ne bom predolg, konkurenca ponudnikov zdravstvenih zavarovanj je tudi nekaj, kar je nujno. To, kar imamo sedaj, kar je osrednja težava, o tem smo pravzaprav vsi enotni. Zavod za zdravstveno zavarovanje ni zavarovalnica, je zavod, ima skupščino zavoda, ki razporeja praktično 3,5 milijarde sredstev, ki se zberejo z prispevki od naših plač in seveda razporeja na nek način zavod za zdravstveno zavarovanje tudi tistih 500 milijonov, ki se zberejo v prostovoljnih zavarovalnicah, ker odreja, kolikšen delež bodo prostovoljne zavarovalnice posamezne storitve plačali. Sam kot predsednik Združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov se trudim, da bi poenotil zdravništvo, saj družinska medicina in kolegi, ki so iz obupa storili reči, ki sedaj pravzaprav razburkajo slovensko javnost in zdravstvo, pravzaprav so samo prvi. Enako je v primarni pediatriji, enako je v primarni ginekologiji. Zelo podobno, če ne enako, je v ambulantni sekundarni dejavnosti, kjer je splošen dogovor, kar sem tudi že večkrat povedal, prenesel številne pravzaprav neizvedljive ali pa nesprejemljive rešitve. Naša koordinacija je žal v preteklosti zapravila priložnost, da bi enotno podprli primarne zdravnike, trudimo se, uspemo marsikaj narediti, vendar marsikdo od nas počne vse to, kar počne, poleg vsega ostalega dela, ki ga opravlja, in vsaj sam s svojim delom nisem zadovoljen in se bom trudil, da bom boljši. Še nekaj stvari bi rad povedal. 1895 glavarinskih količnikov, kar bo verjetno vlada potrdila, se pravi, aneks številka 1 k splošnemu dogovoru je padel na arbitraži, sedaj bo vlada rekla, da mora obstati, ampak to ni nekaj, s čemer bi kolegi družinski zdravniki lahko bili zadovoljni. To je nekaj, kar je vlada pred 2 letoma že podpisala in to je nekaj, o čemer se jaz vsaj ne bi pogajal. Prav tako ne smemo biti zadovoljni, če tudi bo ta vlada odpravila vse neumnosti, ki jih je sprejela prejšnja. S tem tudi nikakor ne smemo biti zadovoljni. Če bodo to vse naredili, bomo šele na točki, ko smo od prejšnje vlade zahtevali nujne spremembe in to je tisto, kar bi rad danes povedal. Se pravi, tudi če sedanja vlada odpravi vse, kar je ministrica Milojka Kolar storila in njena vlada, vlada, v katere članica je bila, je to šele izhodišče, kjer smo že iz zdravniške organizacije, zdravništvo kričali, da so spremembe nujne. In če bodo to vse naredili, se lahko začnemo resno pogajati o tem, kaj bomo naredili, da bo naš sistem nekoč evropsko primerljiv. Živimo v Evropi, zaslužimo si pacienti, jaz sem tudi pacient, to vedno poudarjam, v evropski državi Sloveniji evropsko primerljivo in delujoče zdravstvo. Moje drugo veliko vprašanje pa je,
če je bilo prvo, ali si to Slovenci zaslužimo in ali ga bomo doživeli evropsko primerljivo zdravstvo, ali bi lahko v naši državi doživeli tudi trenutek, da bi kdo odgovornih za naše trenutno stanje kdaj tudi kazensko odgovarjal za svoja dejanja. Pa bom zaključil pozitivno, ker vedno sem bil optimist, pa tudi danes, čeprav je situacija težka, sem. Bil je en dogodek v mesecu aprilu v Državnem svetu, ki ga je priredil Državni svet skupaj z Inštitutom Nove revije za humanistiko, mislim, da, in imenoval se je Od monopola do konkurence. Zbrali smo se v Državnem svetu pravzaprav zasebni izvajalci raziskovalne dejavnosti, zasebni izvajalci izobraževalnih, se pravi zasebne univerze, srednje šole, zasebni lekarnarji in zasebni zdravniki, zobozdravniki. Pravzaprav smo ugotavljali, da imamo vsi enake težave, in sicer, da nas država diskriminira pri izvajanju naših storitev, ki so pravzaprav javna služba in so javni interes državljanov in s tem vseh prebivalcev Slovenije. Oblikovali smo zahtevo za kvaliteten, nediskriminatoren in konkurenčen razvoj javne službe v Republiki Sloveniji, ki se zdaj jo da tudi podpisati na spletu, in verjamemo, da bomo mogoče skupaj uspeli doseči več, kot pa vsak od nas posamezno, ko se zaletavamo v državo, ki pravzaprav ne ve, da v zasebnih izvajalcih ima pravzaprav v tem hipu velikokrat zagotovljen obstoj javne zdravstvene službe. Hvala lepa. Hvala. Še kakšno vprašanje? Samo bi še dodala, da ravno kar poteka 25. seja odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici, kjer je osrednja tema družinska medicina in kjer bo okrog 15 različnih zdravnikov predstavilo dogajanje v njihovih zdravstvenih domovih. Predstavljena bo tudi primer dobre koncesijske ambulante, aktivnosti sindikata Praktikum, pogled na nov obračunski model za primarno raven in šla bova tudi midva, ki bova vsak svojega zornega kota to povedala. Pričakujemo, da bo ta sestanek tega odbora prinesel še dodatno poenotenje zdravniških organizacij, ne glede na status izvajalcev, in da se bomo skupaj postavili za to, da bodo naši pacienti dobili res dobro oskrbo in da jih pri tem ne bo omejevala birokracija v obliki Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Hvala.